Živijo, moje ime je Davor iz The Sweet Tech TV. Danes bom na videu samo jaz. Predstavil vam bom pa Samsungove najnovejše slušalke. To so Samsung Galaxy Buds Plus. No, kar začnimo. No, tole so Samsungove najnovejše brezžične Bluetooth slušalke. Sam sem jih dobil kot darilo ob prednaročilu Samsunga S20 Plus, na katerem to snemam. Pred samim unboxingom pa še nekaj dodatnih informacij o teh slušalkah. Galaxy Buds Plus imajo vgrajeno baterijo, ki zdrži do 11 ur ob enem polnjenju. Same slušalke so skrite v posebni škatlici, v posebnem ovitku, ki ima tudi vgrajeno še posebno baterijo. Ta baterija lahko podvoji delovanje slušalk. To pomeni, da teoretično lahko slušalke zdržijo do 22 ur z enim polnjenjem. Je pa tako, da v bistvu v tem ovitku, ki ga bom pa pokazal, se slušalke polnejo lahko brezžično, lahko pa z kablom. Zvok pri teh slušalkah naj bi bil tudi izboljšan iz lanskoletnega modela, ker te slušalke trenutno zdaj uporabljajo dvojni gonilnik, to sta woofer in pa visokotonc. Lanskoletni model je imel pa samo enojen gonilnik. Če gremo pa na koncu še na ceno. Trenutna cena lanskoletnega modela slušalk Galaxy Buds je od 120 do 130 evrov. Trenutna prodajna cena telih slušalk Buds Plus pa je 170 evrov. No, pa kar začnimo z unboxingom. V zgornjem delu škatlice je še ena škatlica. Tukaj noter imamo v bistvu uporabniški priročnik in pa garancijo za slušalke. V spodnjem delu škatlice je pa škatlica oziroma ovitek za same slušalke in pa še ena manjša embalaža, kjer so noter čepki za ušesa in pa USB-C polnilen kabel za tole škatlico. Gremo zdaj kar naprej na slušalke, na samo škatlico. Dajmo poslušati tole. Ni šlo tako, kot sem hotel, ampak se je kar malo trgalo. No, evo zdaj, če primerjamo proti lanskim slušalkam, tole so lanski model, letošnji model. Škatlica je pri novejšem modelu malo bolj sijoča. Tudi v bistvu same slušalke so majčkeno bolj sijoče. Imajo pri kraju takole touchpad. Ta touchpad pomaga pri kontroliranju klicov oziroma najpogostejše pri kontroliranju glasbe. Enkraten dotik na ta touchpad je za pauzo oziroma za predvajanje, dvakraten dotik je za preskok na naslednjo pesem, trikraten hiter dotik pa za preskok na prejšnjo pesem. Zdaj, veliko več tukaj ni za govoriti o teh slušalkah. Enake so praktično, moramo samo še stestirati, kako zares deluje, kakšna je razlika v zvoku. To pa takoj nazaj bom stestiral, samo še nastavim jih in povežem s svojim telefonom. 20 minutes later. No, slušalke so povezane. Zdaj na srečo imam tukaj le uro, s katero lahko kontroliram za pauzo in za start glasbe. Bom prvi stestiral lanskoletni model. Vsakič je treba
zapreti, da se te diskonektajo, te pa povežejo, ker dvojne slušalke naenkrat ne delajo. One eternity later. No, evo, jaz sem poslušal. Zaenkrat bi lahko rekel, da so oboje slušalke zelo kvalitetne, ker pač sodelujejo tudi z AKG-jem in je zvok vrhunski. Počasih so mogoče celo starejše slušalke, malo bolj glasne. Z novejšimi slušalkami se sicer pač še nisem imel toliko časa poigrati kot s temi, ker je tudi več nastavitev v aplikaciji za novejše slušalke, tako da mogoče bo to kaj pomagalo, javim v naslednjih videih. Zdaj zaenkrat priporočam oboje slušalke, ni vidne tiste razlike 40-50 evrov, kot so dražje te nove slušalke, vsaj zaenkrat. Drugače pa bo kmalu tudi še nekaj slovenskih videov, prišlo mava kar nekaj planov za videe, tako da dajte polajkati ta video, se subscribati oziroma naročiti, da ujamete še ostale videe in pa tudi kakšen komentar spodaj pustite, če se vam je unboxing zdel v redu in pa katere slušalke imate vi, imate tudi brezžične, uporabljate navadne žične ali kakšne druge. Tako da zaenkrat pa hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu. Čau!